Besedni obračun in zmerljivke, Cigo 1, prokleta banda med poslanci Gibanja Svobode in Nove Slovenije namesto razprave o sumih sistemske korupcije. Predsednika Komisije za nadzor javnih financ in predsednika NSI-ja Jerneja Vrtovca je poslanec Svobode Aleš Lipičnik ozmerjal s ciganom, poslanec NSI Aleksander Reberšek pa strokovne sodelavce poslanske skupine Svobode s prokleto bando. Na seji Komisije za nadzor javnih financ, ki jo vodi opozicija, bi namreč morali na zahtevo Logarjevih demokratov razpravljati o sistemski korupciji. Gibanje Svoboda pa je pripravilo še 48-stranski predlog razširitve seje, na kateri so hoteli razpravljati tudi o trgovini z orožjem in drugih aferah. Seja je bila zaradi nesklepčnosti prekinjena. Takrat se je, ko so mikrofoni ugasnili, začel besedni obračun z zmerljivkami, razprava polna žaljivk pa se je iz sejne sobe preselila na parlamentarne hodnike. Kdo ne želi sistemske razprave o korupciji in aferah, koalicijsko Gibanje Svoboda ali opozicijska Nova Slovenija? V soočenju poslancev obeh strank, Lenarta Žavbija in Janeza Ciglerja Kralja. Dober večer obema. Dober večer. Zdaj, najprej, gospod Cigler Kralj, se bomo ustavili pri teh žaljivkah. Kako vi gledate zdaj na besede Cigo 1, ki jo je poslanec Svobode Lipičnik izrekel predsedniku komisije Jerneju Vrtovcu? Vi ste zapisali, da je to dno. Glejte, to je res dno od dna. Mi smo prišli v parlamentu na en nivo razprave, ki ne spada več nikamor, niti ne na ulico, niti ne v gostilno. Jaz bi temu rekel, da je to ena taka slaba gostilniška debata, potem, ko so ljudje že preveč popili. Ampak, glejte, sej poslanec Lipičnik celo se je potem kasneje opravičil, predsednik Nove Slovenije pa KNOVS-a Jernej Vrtovec je opravičilo sprejel. To je še najmanj. To je še najmanj, kar se je dogajalo danes na KNF-ju. Mi imamo večji problem. Mi imamo problem, da Gibanje Svoboda ima tak vpliv, da tudi cenzurira in prepove, ustavi določene oddaje, kjer bi se o tej sistemski korupciji tudi govorilo. Sej KNF ne spremlja veliko ljudi, ampak oddajo, kot je Tarča na televiziji Slovenija, bi pa gledalo ogromno ljudi in to bi odmevalo in to je bilo ustavljeno. To pa je velik problem. Ampak ostanimo še pri teh žaljivkah, se bomo potem premaknili naprej. Gospod Žavbi, kaj pravite zdaj vi na besede gospoda Ciglerja Kralja in kaj bi pravite na besede poslanca NSI-ja Reberška, da so strokovni sodelavci Svobode prokleta banda? Ne, tudi jaz sem po njegovo bil. Kako je to tudi vi, prokleta banda. Zdaj, ko se je seja zaključila, oziroma se ni začela, ko se je končalo parlamentiranje, naj bi se to v dvorani zgodilo z gospodom Lipičnikom, ko sem nažalost v tistem trenutku šel že ven, nisem tega slišal. Sem stal pred dvorano in za mano prišel Jernej Vrtovec in mi je povedal, kar se je dogajalo. V tem trenutku je vam priletel Reberšek v tej klasični njegovi maniri in pač tam vse zbrane, zraven mene strokovni sodelavka, poklical vse za prokleto bando. Potem se je Jernej rekel, a to je pa sprejemljivo, in je tudi Jernej rekel, da to pa da pač tak Reberšek je in da se tudi on na nek način opravičuje in jaz od Jerneja to sprejmem. Jaz mislim, da Janez kot vodja poslanske se, ker verjetno se Reberšek ne bo, ampak on se pripravljeno opravičuje tako na institucionalni ravni verjetno. In tudi jaz v imenu, mislim, da je, hvala Janezu, da je to povedal, da je kolega Lipičnik šel do NSI in se jim opravičil in tudi meni to predal, preden sem šel sem. Kot leto stvar lahko, kar se mene tiče, zaključimo. Samo bomo šli naprej, jo lahko zaključimo tudi, kar se tiče Nove Slovenije in se bo recimo tudi gospod Reberšek opravičil za izrečene besede ali se boste, ne vem, predsednik stranke se je žene, kot je dejal gospod Žavbi. Lejte, jaz za Reberška vem to, da je on tak človek, da njega ene take stvari bolijo. In on je to, zdaj jaz tudi žal nisem bil tam zraven, jaz sem šel pol ven, ko je bilo tisto z Lipičnikom, kakorkoli, njega stvari bolijo in je pač verjetno bolj sebi v brk, žal so pa tam ljudje stali. Če se je Jernej Vrtovec opravičil, je to mislil resno in jaz se pridružujem Jernejevemu mnenju in jaz mislim, da tu smo ta ping-pong zaključili. Ampak še enkrat. Se pravi opravičila, gremo samo, se pravi opravičila sprejeta, ping-pong zaključen z obeh strani, čeprav razumem. Kar se teh besed tiče. Ampak imamo pa večji problem. Tam se ni razpravljalo o korupciji in tako naprej. Jaz mislim, da tudi mi dva sva med sabo bila večkrat polemična v 4 letih. Na ta nivo mislim, da nikoli nisva šla. Pa sva bila, sva se tudi kdaj pohvalila. Pa sva na nasprotnih bregovih. Ja, pa sva na nasprotnih bregovih, tako da jaz mislim, da bova lahko mi dva to zgledom vodila naprej. Tako da jaz bi ta del
ki je Dobro, neprimeren. ta del zaključimo in gremo naprej. V redu. Malo pa večji problem. No, zdaj pa gremo na naslednji problem. Vi pravite, da imate večji problem. Kaj vi pravite? Ne, razprava naj bi se začela, razprava naj bi bila namenjena sistemski korupciji v Sloveniji, vi pa ste želeli, da se razprava razširi še, če jaz zdaj to prav razumem, še na trgovino z orožjem in druge stvari. Jaz bi na začetek samo 3 dejstva, pa jih bom pred nadaljujem tudi Jani zadov za potrditev. To je bilo drugič, da je bila taka seja sklicana. Drži, prvič je bila zadnji teden decembra. Jaz nisem več član KNF-ja, že nekaj cajta. Oprosti, ampak ta seja je bila že drugič sklicana, tudi 22.12. ponedeljek je bil pred novim letom. In tam je bila v resnici ista zasedba, kot je bila danes. So prišli 3 člani Nove Slovenije, ki ima 3 člane KNF-ja. Prišel sem jaz in kolegica Andreja Rajbenšu, imamo eno članico Andreja Rajbenšu, in prišel je predstavnik skupine nepovezanih Eva Irgl. Ja, ni bilo pa SD-ja, pa ni bilo Levice. Pa ni bilo 4 poslancev SDS-a. To je čudno, ne? Ni bilo 4 poslancev SDS. 4 poslanci SDS-a, kolikor sem seznanjen, ne hodijo. Imajo nezasedena mesta, tako kot SD. Ja, ampak SD in SDS imajo nezasedena mesta v tej komisiji. SD, odkar je šel Jani Prednik iz poslanske skupine, SDS cel mandat. Dokaj drži. Ja, ampak do zdaj KNF normalno delo. Tudi seje so bile že KNF, mislim, da je bilo zaključni račun proračuna za lani, ko ga je kolega Vrtovec, kar sem mu tudi danes povedal na seji, takrat korektno zaključil, ker ni bilo sklepčnosti. Torej, kar se tega tiče, Svoboda je vedno prišla na seje KNF in vedno bila pripravljena se pogovarjati o temah, ki so jih dali predlagatelji, kar ni na seji, ampak nepovezani poslanci. In, da smo si zelo na jasnem, tam noter je bil naslov sistemska korupcija. In mi smo absolutno prvi tisti, ki verjamemo, da se moramo o sistemski korupciji pogovarjati. Predvsem o sistemski korupciji v zdravstvu, kajti samo takrat, ko bo slovenski javni zdravstveni sistem dovolj opolnomočen in ločen od zasebnega zdravstva, trenutno je 800 milijonov investicij poteka v slovenskem zdravstvu, samo takrat, ko bo pod dobrim javnim nadzorom, se bo očistil sistemske korupcije v slovenskem zdravstvu. In to je ključno. To je ključno vprašanje. Mi smo samo želeli razširiti vsebino točke, ki so jo predlagali nepovezani poslanci. Nič nismo hoteli oduzeti razpravi, ki je bila namenjena. Zdaj, kolega, žal bi izkušeno pokuril kar veliko časa, ampak bom poskusil na kratko razložiti, v čem je težava. Nepovezani poslanci so dali zahtevo za nujno sejo, kjer bi se obravnavalo predvsem recimo gradnjo upravne stavbe Darsa, ki je bila načrtovana za 19 milijonov evrov in je potem po 3 aneksih narasla na 30 milijonov evrov, pa sploh še ni zaključena. 11 milijonsko povišanje cene gradnje te stavbe in še, da bo mera polna. Predsednik uprave Darsa je vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda in hišo gradi njegov brat. Poglejte, 11 milijonov evrov povišanje, pa še ni konc. To bi bila ena konkretna zadeva, o kateri bi se govorili. Vpliv prve soproge, Tine Gaber Golob, pri kadrovanju na Darsu, pa na Ministrstvu za kmetijstvo in kjer dobivamo potem smernice veganske in tako naprej, kjer se skrivajo strategije za prehrano, kjer lahko rečemo, da celo lahko pričakujemo, da bojo ukinili, ne vem, koline pa meso, če bojo ostali še en mandat. To so bile konkretne stvari, o katerih bi se razpravljali in utemeljeno sklepamo, da ste se morda zmenili v koaliciji, da pa lepo pač ne bojo prišli socialni demokrati, pa Levica, se imajo več poslancev, pa bi dali. Vi lahko prijete pa rečete, mi nismo krivi, a ne? Pa ste se zmenili z njimi, dajte sklepčnost sesud, pa pač ne bomo imeli razprave, a ne? In to ni korektno, no. Jaz v kolinah ne bi. Lahko pa rečemo takole. Mi smo, absolutno so pomembne, ampak niso pa tema za parlament. Mi smo hoteli samo razširiti, nismo bežali pred nobeno od teh razprav. In jaz sem tudi predsedniku komisije Vrtovcu rekel, kar sem s tem strinjal, če bi bila seja sklepčna in bi NSI-vi poslanci, oziroma opozicijski poslanci, ki imajo tukaj večino, pač zavrnili to razširitev, pač je to poslovniško dejstvo in pač ne bi mogli naprej. Kar smo pa mi hoteli se še pogovarjati. Nadalje, zelo pomembne teme. Tudi o Darsu v prejšnjem mandatu. To je dobro povedal. Tudi o Darsu se lahko pogovarjamo. Ampak ne samo o Darsu v nekom obdobju, ampak širše. Ampak 3 ključne teme, o katerih smo se mi hoteli pogovarjati. Prvo, o tem, kako je lahko generalni sekretar stranke, ko je v vladi, zraven še prokurist frizerskega salona. To ste vi poročali na tej televiziji. Jaz mislim, da je tudi
kolegi Cigler Kralj lahko čuden, da je njihov generalni sekretar, za nas še prokurist frizerskega salona. Druga stvar, želeli smo se pogovarjati čist prijazno o tem, kako za državno upravo kupiti kulije, ki jih je Logar kupoval od brata Janeza Janše, Rajka Janše. Kako kupiti kulje? Mogoče bi on imel kak nasvet, zdaj je kampanja, ziher kupujemo kulje, kako ceneje kupiti kulje. In tretja točka, o kateri ste tudi vi poročali v uvodnem prispevku, je, v tem državnem zboru smo sprejeli zakon, da se dokumenti tako imenovane Mogetove preiskovalne komisije omakne stopnja tajnosti. In te dokumenti zdaj prihajajo v javnost. To je mati korupcijskih afer v Republiki Sloveniji, govorimo o trgovini z orožjem. In ti dokumenti, ki prihajajo ven, jaz ne bom nobenega obdolžil, da kdo ni kriv, sem absolutno prepričan, kot v teh dokumentih nedvoumno piše, da je 30 let nekdo zavajal slovensko javnost o vpletenosti nekoga drugega v trgovino z orožjem. No, lejte, bila je Tamara Vonta danes zjutraj tam, na tej komisiji za nadzor javnih financ in je hotela verjetno vsem tem spregovoriti. Tole, glede frizerskega salona, to je brez veze. Poglejte, če je ona uspela v 4 letih ugotoviti to, da ima sestra od našega generalnega tajnika frizerski salon, lejte, čestitam, to se mi zdi pa res, da je v interesu javnosti. Na drugi strani ste pa zakrili torej 11-milijonsko povišanje stroška za gradnjo upravne stavbe Darsa. Valentin Hajdinjak v prejšnjem mandatu je podpisal 19-milijonsko, zdaj le vaš Andrej Ribič, vodja volilnega štaba Gibanja Svoboda, je to povišal in to svojim bratom za 11 milijonov, pa sploh še ni konc. Da ne govorim o tem, da Tamara Vonta, mislim, zelo uspešno želi se spravljati na opozicijsko stranko, manjšo opozicijsko stranko, ki pa kaže zelo dobro, ker smo se mi povezali z SLS-om pa s Fokusom in smo zdaj nevarni, ker dodajamo glasove, ker večamo možnost in upanje za desno-sredinsko vlado. In tu se mi zdi, da vas malo izdajajo živci in ste pač zrušili to komisijo za nadzor javnih financ. Nismo zrušili, če smo bili tam. Nasploh bi pa lahko spregovorili tam. In to, kar vas izdajajo živci. Tudi o dopustovanjih, Karigadorju, Ugljanu in tako naprej. Tu so težave zdaj. 4 člane ima SDS. Pa kolega Cigler Kralj sploh ne omeni SDS-a, ker zdaj so spet v varnem objemu SDS-a. V redu, jaz o SDS-u ne morem govoriti, ker že cel mandat pač ne prevzamejo teh svojih mest. Vi bi lahko poklicali Janeza Janšo pa rekli, Janez, poslušaj, res rabimo sklepčnost, a lahko pošlješ enega svojega poslanca. Če hočete voditi vlado v naslednjem mandatu, se zdaj likar ste se prodajo, a ne morate se zmeniti niti za to, da na neko ušivo komisijo pošljete člane. Jaz za njih ne morem govoriti, ker nisem njihov odvetnik. Ampak lahko pa govorite za nas. Fokus bi mogel biti na računih, ki jih je predložil vaš predsednik in je predsednik vlade in so bili razkrinkani. Na tem, da generalni sekretar stranke še prokurist frizerskega salona. Če bi bil prokurist Matej Grah, ki je generalni sekretar Svobode, če bi zraven imel še, ne vem, salon za lakiranje nohtov, pa se bi država gorela. Če imate radi frizerske salone, vam lahko kjer ga priporočim, boste mogli sami plačati. Ampak, lejte, fokus mora biti pa na tem, vi ste objavili, vaš 24.com je objavil račun od Ugljana, od tega hotela. Ampak, poglejte, en portal se je zelo zavzel, pogledal na Instagram Roberta Goloba, pogledal na objavljen račun na vašem spletnem portalu in je ugotovil, da niste ista računa. Torej, spet z dopustom Roberta Goloba je nekaj narobe, zato ker je v enem je vse skupaj pisano, v enem pa narazen. Jaz mislim, da ima vaš predsednik vlade velike probleme z dopustovanji, z delitvijo mest v nadzornih svetih bolnišnic, ima probleme z nakupi, recimo stavb, kot je Litostrojska oziroma Litijska, najemom na Litostrojski in tako naprej. In mislim, da je tule veliko problemov, ki so milijonske narave, ne pa tamle, da je generalni tajnik. Absolutno lahko sigurni, da v Novi Sloveniji nimate nobene težave s frizurami, ker vas dobro strižejo. Poglejte, hvala za kompliment. Jaz mislim, da za to pa res lepo skrbimo. Najlepša hvala obema, da ste bili naša gosta. Hvala.